A smo? A je zvok v redu? Parametri štimajo? Deva. Zadnjič v Budimpešti smo veliko prevozili z električnimi skiroji in sem prišel takrat na idejo. Zdaj bo posnetek. Toliko sem zdaj navdušen nad skirojem, da bi prav celo Slovenijo šel prevoziti. In potem so se frendi z mene norca delali in so rekli, ne upaš. In sem rekel, upam, grem ta ponedeljek, pa magar, če bo dež. In zdaj dežuje, že cel dan, trenutno ta moment ne, hvala Bogu. Tako da mislim, da je za izkoristiti, da čim prej štartamo, je pa tako. Definicija tega, da greš čez celo Slovenijo, je pa po moje najbolj to, da vzameš najdaljšo diagonalo. Zato smo prišli v Goričko in čaka me 385 km-ska, tako sem do zdaj izračunal, pot do Pirana. Po moje, da mi bo vzel neke 4 dni. Pa sem razmišljal, pa kdo bo gledal 20-minuten vlog, kako se jaz vozim, ko da bom probal v vsaki regiji kaj zanimivega najdeti, da se malo poživi celotna zadeva, ne Matic. Pa da ne bo kdo rekel, da sem kaj golfov. Zato sem sabo vzel super snemalno ekipo, Matica pa Urbana, ne? Saj se že poznamo, a se ne? Mečkan. Pri skirojih Ring so bili takoj za ta projekt, tako da so me založili z novim skirojem, ki ima menljive baterije, ker jih pa po mojem nimam dost, so mi dali pa še 2 rezervna skiroja, ki sta sicer drug model, ampak če ne drugega se bo kdo odvajal zraven vozil, ne? Lej ga, kako je šmeks. Lej pa še čelado smo dubali zraven, če se bomo kaj zaletavali. Nosilc za telefon, ključavanca, ni da ni, lej. Ma pa ugrejen zvonc? Čist bom trobil skozi. Ne vem, če to sam 4 dni traja, če se on toliko počas vozi. Jaz mislim, da sploh ne vemo, kaj se spušča. Tukaj imaš prav programe, lej, drive, ne drive, drive, rdeči drive. Ne vem pa kvap, si mogel dati kakšne une lučke na glavo, veš, didu. Pa mimogrede, Goričko je najbolj suha pokrajina v Sloveniji, kar ni videti. Zdaj, še malo pa se bo scalo. Tole je za srečo. Štartal bom iz Hodoša, ki je zadnji kraj pred mejo. Dober gre, sam kar piha. Naredil si 12 km. 12, dober? Dober, ne? Nekaj je, ne? Pa 24 na uro se peleš, 23. Ja, mi kaže. Je pa luštno, veš, ko imaš tempomat, tako da me vsaj prstna obolu, če imajo že noge. A veš, kako veš, da si v Prekmurju? Ker se vsi kraji imenujejo Beltinci, Radenci, Markovci, Mačkovci. Ne bodi ga treba, Dankovci. Moram pa reči, da so res ful prijazni Prekmurci. So me kar tako pozdravljali. Bog dej. Še 70 km imaš. Hvala! Dež je začel padati, pa se skrivam pod streho od avta. Da vidimo, če kaj rab, fant. Na, Smo vedno bolj. vrečke za smeti sva ti prištimala. Ja, palerine nisem s sabo vzel, ne, ker zakaj bi jo. Tako da smo šli prej v Goričkam v eno trgovino po vreče za smeti in nekaj elastik. Dober je. Res bi lahko zdaj ribe loviti. A ti pa tole pripravili, lej. To je pa bit mrc zdaj, a? Daj pride ven. Ja, to je September. to je pa kolekcija pomlad 2022. Prišli smo v Mursko Soboto, kjer nas čaka še ena baterija, ki je že polna, zato da ne rabimo polniti. Mi je pa kar narodan tako leteti not. Da eno baterijo prevzamem od skiroja. In nova baterija. Noter. Imamo to. Ari, na klance pa nisem pomislil, ej. Ja, lej, boš da se šlepam gor, kad da peš hodam, a ni res? Bolj je to, na skiroju sem šel vse čez. Se strinjam. Imamo pa še nekih 30 km do Maribora. Jaz tako kot Ljubljančan, ko sem gledal, sem si mislil, ja, sej Goričko pa to, sej to je tam zraven Maribora. O, ne, 80 km stran od Maribora. Menjamo. Tole pa Maribor že, a? Je. Še 8 km. Kaj pa je to? Mimo smo se pelali. Tako pa horizontalno.
Mariboru, kaj ti? Ej, ampak ga veš, kakšen dosežek se mi zdi? Maribor, pismo. Končno sva tudi midva dobila prevoz. Vse lepo in prav, nama je zrihtel vsakmu svoj skiro, sam da jo pa prazni, pa tudi nisem mislil. Ja, jaz tudi ne, to neki ni fair, lej, on je že tam pritrti. Se pravi, to. Tako, to je najstarejša trta na svetu. To levo, desno so pa To potomke. levo, desno pa sta njena potomka, ja. Ista sorta grozdja kot tele najstarejša. Žametovka. Tako. Tlele smo gospodično prosili, če si lahko sposodimo štekare in nekako to zgleda. Tam se en skirofila, tle se en skirofila, tam je gorbanta enega. Zdaj bo še eno baterijo. Lej, treba izkoristiti vsako minuto. Tukaj lahko vidite vino, najstarejša trta to. Pa zanimivo tudi, da v 400 letih noben pes si ni tako blizu prišel, da bi jo zalival. A veš, dobro, zdaj imajo ograjo, ne, zdaj jo že čuvajo, ampak 400 let imajo je huda. Mogoče pa glih zaradi tega tako dolgo obstala, ne? Ja, pa zato je tako kisel vin baje. Grizaj, tako da. To je prej govoril, da namo dubel. Najlepša hvala. No, sem rekel, da sta jedla. Ej, hvala. To je pa štajerski prigrizjak, lej. Sva bila že lačna. Torej jaz predlagam, da začnemo z ranino, našo štajersko sorto, ki je tudi avtohtona. Se moramo zelo malka vozimo. Ja. Dejmo. Čin. Ampak res čisto samo jezik not pomočimo, ker moramo voziti danes. Čak, da. In še pred temo nam je ratalo priti do slovenskih konic. Ful so lepe. Tudi neka kljukca v bistvu, ampak plan je bil, da pridemo še po dnev do Velenja, ko smo zdaj spremenili in gremo samo do Celja, pa še to nam navratalo po dnev. Ful se že veselim te nočne vožnje, niti najmanj. Ampak okej, za prvi dan smo kar dosti prevozili. Ej, še 20 km do Cela. Jaz mislim, da je veliko bolj, če ga not naložimo. To, da je tega klanca konc. Probal sem, res sem probal, ampak mislim, da nima smisla, da po taki cesti zraven peš hodim, kam me bo še en zbol. Prav tako ga sem si predstavljal, a ni kot v filmu. Cel dan se po blatnih lužah furam in zdaj gremo v Celju prespat in ga moram v stanovanje dati. In sem prvo rekel, če najdem en avtopravnico, ga bomo prav. In voilà. Krtača, pena, voda, zrak, kar češ. Če sem vas vprašal prvič za dovoljenje, ker vas lastnik spremlja preko kamer, pa tudi on ni zadovoljen, da vas bo posnel po kameri. Stric je prišel in je rekel, da ne smemo snemati, kako peremo skiroje. Pa smo pa šli. Evo, čez cel Cele sem prevozil. Je pa še 2 km do Prtmaja. Zebe me kap psa, ej. Pa prepihan sem, najbolj me oči pečejo. Pa spat. Težko zaslužen spanc. Tole že zjutri mal tegale, ne, da zavajbamo, da se spomnimo, da moramo še do Pirana priti. Drugače pa zbudil sem se čisto zabuhal, tako prav zdelan, pa naprej do Ljubljane danes plan prideti. Mislim, da to ne bo težava, 80 km, včeraj smo jih več naredili. Nov dan, nov jaz. Ampak še vedno tle gor na skiroju. Luštanje, samo da je sonce, pa čisto druga pesem. Sem mislil, da me je vzbal. A zvidel ti, koliko je tega hmelja posod in sem rekel, hočem ga pogledati od blizu, da vidim, kako to izgleda. Teli storži, verhi, ne, vi pravite temu. Zanimivo, kako oni iz tega lahko pol per naredijo. To si bomo pogledali danes ob 17. uri. Kaj, te že vse boli malo? In se vede, ne, če prečkaš Trojane, moraš iti po krofe. Tudi če niso tako dobri. Tudi če niso tako dobri. Ne vem, meni nikoli niso bili te krofe všeč, zato ker so večji kot moja lepinja. Pa tudi premalo file, glede na to, koliko so... Ja, težko ga napri v usta spraviš, ne? Polka ga pa enkrat not dobiš, pa ni dosti namazan. Sem gospo vprašal, kako jih češ ločati in je rekla, da jih moraš pri ritki pogledati, ne. In klele najdemo ritko. Tukaj se ne vidi dobro ritke, kle se pa vidi vijolično ritko. Malo stisen. Ja, teh krofih je toliko malo marmelade, da to nikoli ne bom pršen. Niso moji najljubši. Bom pa, evo, jim dam pa še eno šanso. Ja, moraš kar tako malo stisen, ne, da... Ni najboljši krof, res ne. Kaj pa te moti? Preveč je suh, tak je, pa ta marmelada sploh ne pride do izraza, ko jo je premalo not. Moraš biti kar široko usten, bi rekel, ne, da to ugrizneš.
Ampak a veš, kaj smo pa pozabili, ne? To pa nisem pomislil včeraj, kaj dežval. Da bi kremo za sončanje vzel, ker me čutim, kako me zateguje že po nosu po čelu. Torej, imamo 20 km do Ljubljane. 17, še boljš. Zamenjamo baterijo, jaz se preoblečem, pol nas čaka, pa tako, kot smo prej omenili, ta hmelj pa to, smo se zmenili zdaj, da gremo v pivovarno Union. Jaz kot Ljubljančan, seveda ne bomo šli v pivovarno Laško, ne. Nam bojo povedali malo o pivu, pa mislim, da imajo celo nek muzej ali nekaj takega. In to bo zadnja postojanka za danes, pa grem pa spat v mojo poslo in v moj tuš. Se grem stuširati, pa smo šele na pol poti. Ampak moram reči, da mi je vedno lažje, ker se proti Ljubljani peleš, mi je tako vedno bolj domače mi je. Lahko ti povem, kako premikam kader. Daj povej. Med vožnjo grem tako malo nazaj, dojamam balanco, pa se pa tako naprej izprsim, da še gor horizontu jamam. Inač, čas je, da planemo v Domžale, ne? Gremo! Zadnji del poti je pa rekel še Matic, da gre z mano, tako da je šel še on na en skiro. Se pravi, Črnuče, Šiška. Malo kakšen komentar po 5 minutah, 10? Da me noga boli. Že? Sprednja. Ja, imeli smo predstavitev, se pravi, kako nastane pivo in najbolj pomembna stvar, ki sem se naučil, ker sem danes tregesul na umnosti, da je pivo iz hmelja. Hmelj je noter samo za aromo, da doda malo te grenčice. In ga je v 100 litrih? 100 gramov. Dobil sem personalizirano pivo. Gospodična je povedala, da vedno takoj do konca, pa do polovice se ga natoči, ker je to 3-stopenjsko točenje. Recimo, da je bilo polovica in zdaj treba počakati, da se pivo zbistri. Potem imamo pa še drugo stopno, pa tretje stopno, pa ga pa lahko pijemo končno. Ljubljana, moj dom, tukaj bom prespal, jutri pa naprej. Včeraj se mi je majčkeno zamerila ta vožnja zaradi dežja. Danes se mi je majčkeno zamerila zato, ker so me začele toliko noge peči, ampak jutri mislim, da bo še težje. Nov dan, ista pot. Prva pauza na Brezoci, da zamenjamo avto za malo večji, pa menjava ekipe, ne? Klem je crkana, zele. Eno črtico imam. Takrat sem naredil z eno baterijo od centra Ljubljane do table Vrhunka. Se pravi 19 km. Tok nekje ima range, okoli 20, ja. Odvisno, koga goneš. Ja, vozim se v avtu. Ampak zato, ker je tale vrhniški klanc čist prevelik zalogaj, ker kamioni gonijo v klanc 100 na uro. 100 na uro. Tako da, ko prijemo na vrh klanca, se pa spustim dol. Kaj zdaj? Pa tam imaš pene. Kva, kje? Lej, kva jih je? Ne. Ja, no. Glih poslejo se te. Ha, bolano. Zdajmo pit! Zdajmo pit! Kako pa je? Jutro piškote! Dobro jutro piškote! Da best. Hvala vam. Rekli so, da lahko, da imajo kosilo za celo ekipo, se pravi za 4. Najlepša hvala. Koliko lepo res. Stali so ob cesti, pa navijali. Še dobro sem objavljal kakšen storije danes, če ne bi vedeli, kje sem. Najlepša hvala za tako pogostitev. Lep dan, imejte še naprej. Jaz moram pa šibati zato, ker moram ujeti Postojnsko jamo. Lepo se imejte. Čau, čau. Anca, kaj pa ti delaš? Lulac, ful. Lej to, kako so leni. Z avtom se pripeljejo, jaz pa prevozim od Ljubljane s kirojem. Pa poln energije. Če sem utrujena, če s tabo je life skusno 100, brate, stari. Mal že vleče na Primorsko, ampak čist mal. In če si v Postojni, itak ne smeš spustiti Postojnske jame. Še posebej, ker jaz nikoli v življenju nisem bil noter. Verjetno ena večjih slovenskih atrakcij, če ne največja. Škaj bi rad probal, če se lahko s kirojem not pelem. Gremo! Noter se pa ne morem malo zapeljati, da bi rekel, da ne bo šlo. Zato, ker ne bo šlo. Škoda, bi bila ena klukca več. Ko Luna parku. Ja, točno tako. Modelni looping.
nisem, spet par faktov, ki jih nisem vedel, da ima Slovenija več kot 40.000 jam. Ta je seveda največja v Evropi, odprta za turiste, pa najstarejša. Stara je 3 milijone let, ratala je pa tako, kaj skozi apnenc Pivka, reka Pivka, urala, se pravi rečna struga je delala jamo in pa je šla vedno nižji in pol ven pride kot Ljubljanca. Teli stalagmiti pa stalaktiti pa rastejo približno 1 cm v 100 letih, pa rata stebr. Tamle imava enega finga, ki te mogoče spominja na kaj v zadnji. Prav, da je cel sistem Postojnske jame dolg 24 km, pa še ni vse odkrit. Ti, klej, pa sam hodimo danes na tem, a? Gotova sem. Ampak smo se saj nekaj naučili. Kaj si se pa naučila? Tebe bomo pa še kdaj sabo vzeli. Nismo šli pa mi pogledati samo Postojnske jame, ampak smo se šli pogledati večji del tega sistema, se pravi Črna jama, Postojnska jama, zdaj gremo pa še v jamo Pivko. Imenuje se pa trekking, tako da kar precej hodimo. Koliko je noro, ni kaj en Jurassic Park. Ja, kar je. Pa ta grajo zgoraj. Ja, to je ono, veš, da te ptiči ne napadejo. To je čisto nov hotel baje, čisto novo zgrajen, majstoso. Zdaj se bom pa jaz zapeljal čisto do recepcije s tem skirojem, če mi rata. Gremo! Valentino Rossi. Skiro bomo zunaj pustil? Zdaj ga pricvano. Ti mate. Wow. I... Oh my god, kako pa jako, 2 balkona. Veš, kako jaz temu rečem, ne? To pa je nek nivo. O, ti mašina. Jaj, pa kar frišan, ha? Vstajanje. Buhtel, vstan. Konji čakajo, ihaha. Bejc zdaj. No, zdaj luče nam pržgi. Kaj zdaj, buhtel? Vstaj, vojsko rano je, Manca danes lepa je. V glavnem, Manca, povej, kaj se bo danes dogajalo. No, danes gremo pa na kočijo. Boš jahala? Upam. Si že kdaj jahala, Manca? Sem jahala, ampak ne kona. Pol pa proti Kopru. morju. Hotel je bil super, zdaj nam bo pa gospodična pokazala, po čem je Lipica najbolj znana. Ker Luka ne ve, je pa tukaj na Lipici okoli 350 konjev in pol se šolajo nekje okoli 9 let, da jih pa lahko jaz jaham. Baje pa, če daš 2 žrebca skupaj v boks, se ostaja čist pognala do konca. In vsak dan ob 9:30 lahko pogledaš, kako čredo spustijo na pašnik. A vidiš, koliko so temni mladiči? Lahko postanejo črni oziroma rjavi cel življenje. Super je, perfektna je. Tale pa malo višji konj na Islandiji. A viš, pa spet ena klukca več, lahko rečem, da sem lipicance jahal. Kako je bilo? Ena nova dogodivščina. Ja, Manca je prvič jahala konja. Prvi krog je bil težek, Ja? pa sem gas. Ja, samo še na kočijo gremo, pa res proti Kopru. Pustili so nas not v Luko Koper, so pa rekli, ni šans, da se peljem z skirojem po Luki Koper. Luka je 280 hektarov velika, je ful ogromna, 7krat večja je kot mesto Koper. Zaposlujemo Jurija 600 plus neki ljudi. Glih, kar sem se zmenil, da se bom lahko peljal s skirojem in le to, kje? Zraven tankerja. Ni tanker to? Ni tanker. Kaj pa je to?
To je ladja za kontejnerje, matica drugače. Matica. To so Matica se reče. ogromne ladje, ki iz Azije sem vozijo. Lani smo pretovorili 19,5 milijonov ton tovora. Tle v Luki je drugače ful strogo varovanje in imajo ful enih postopkov, kjer je hkrati to tudi carina in se ne smeš sploh s svojim avtom voziti. Ampak jaz sem si toliko želel vsem, da bi šel s kirojem, tako da sem dobil spremstvo. Zdaj so še gasilce poklicali, meni je kar naroda, no, mislim, res nam grejo na roko. Sam hotel sem se malo zapeljati, pa se bom. Prvi in verjetno tudi zadnji. Zadnji, noben več, nikoli. Se s kirojem ni vozil v Luki Koper. Ne, nikoli še niti ne bo. Hvala ti. Safety first, izmeri. Safety first. Mislim, kakšne velike ladje. Toliko enih podatkov mi je povedali, da sploh ne vem več, kaj sem si zapomnil. Zakaj pa je Luka Koper toliko velika, pa toliko pomembna, je bilo pa v bistvu še iz časa Jugoslavije, ko smo izgubili Trst, so čim bolj na severu hoteli narediti novo luko. To seveda ni bilo prav v Beogradu in se je tajno gradila in zdaj prihaja pa izvlačilc, ki bo potegnil tole ladjo. A lahko njega pokličemo? Ja, valjda. A ga pokličemo? Ja, prosim. Čau, lik snemam z bitom, lega klele, bit. Mal pomahi, če lahko. Na I gremo pa na najvišje žarjave, ki obstajajo za ta tovor. Cel ta žarjav tehta 1280 ton in dvigne lahko okoli 80 ton tovora naenkrat. Noro. ...99 metrov ali 100. 100. Zdaj je 100, evo. To so največji žarjavi za tovor na svetu. Za kontejnerski terminal, oziroma za pretovor kontejnerjev, ja, največji. Wow. Zdaj smo prišli pa v to kabino, iz kjer žarjavist premika ta tovor. Zdaj se lahko baje vozimo, gor pa dol. A dela mikrofon. To so pa pospeški kameravati. Pa če se sname klemo, pa vam pademo. Wow, koliko je pa to dobro zdaj. To pa je Gardaland. Hudo. Je pa ta poklic toliko natančen, da lahko delajo samo 2 uri na dan, pa se pa menjajo, ker rabiš toliko ene koncentracije, da bi najbolj šlo kaj narobe, ne? Veš kaj pomeni tale zvonik tlele? Samo eno. Piran. Sam tale pot je pa najbolj neumna, ki sem jo lahko zbral. Kako me je prerukali, možgani se mi tresajo. Iz Goričkega, iz Prekmurja. Ja, skupaj. Ja, v ponedeljek sem štartal, 4 dni sem potoval. Zdaj pa grem naprej proti cilju. Čez gore ravan seže mi pogled z Goričkega opiran. A ne še kdo reče, da je Slovenija majhna, ej. A sem rekel, da vratala ali nisem rekel? Z Goričkega do Pirana. Zdaj pa še ti malo spi. A ne? Najbolj pogosto vprašanje, ki sem ga dobil, če sem res čist vse prevozil, ne. Zato, ker se ne da, ker je preveč klancev in ti popije baterijo, tako da so me na kakšne klance pošlepali, ampak predvsem je šlo za experience.